Živjo, moje ime je Veronika, sem diplomirana kozmetologinja magistra industrijske farmacije in danes bom govorila o zaščiti otroške kože pred soncem. Z tega, ker v bistvu me je veliko mladih mamic tudi kontaktiralo, da kako svoje otroke zaščititi, če so samo mineralne ok, oziroma katero jaz uporabljam. Glede na to, da sem mlada mamica, moja hčerka je nekaj čez 1 leto stara, zdaj tudi mene zanimajo take tematike, ne? Tako da majčkeno okvirno danes o tem, kako varujemo otroško kožo pred soncem, ker moramo vedeti, da otroška koža je bolj občutljiva, ni še tako razvita kot pri odraslih. Otrok ne izpostavljamo namerno soncu, a ne. Prvo kot prvo, naj pridejo pokrivala, naj bodo v senci, naj imajo lahka bombažna oblačila in tudi krema za sončenje. Torej, krema za sončenje ne nudi 100% zaščite, tako da vedno se obrnemo tudi na te ostale vere, kot so prav neke pregrade pred soncem, ne. Jaz bom kar majčkeno, kar se tiče po obdobjih otroka, ne. Pa ne bom zadala nekih posebnih mej, zaradi tega, ker je pač to težko, od takrat do takrat tako, od takrat tako, ampak čisto enostavno. Do 6. meseca življenja, prosim, svojih bebic ne izpostavljate soncu, ni potrebe, vaše bebe potrebujejo samo vas, vaš otrok potrebuje takrat samo vas, ne potrebuje nobenega sonca, vitamin D mu itak dodajate in veste zakaj, če ste bili pri pediatru. Tako da, prosim, do 6. meseca res ne izpostavljate, ker je koža še posebej občutljiva in nerazvita. Potem po 6. mesecu pa seveda se lahko že mali vrakci, mali lumpi malo gibljajo tudi po soncu, a ne? Ampak pazimo nujno, tako kot za odrasle velja, od 10. do 4. ure v času poletja. Prosim, ne izpostavljate otrok direktnemu soncu. Sonce je zelo nevarno, lahko poškoduje kožo otroka, lahko tudi v bistvu prizadene imunski sistem otroka, ne? Tako da to zelo pazite in nekje pač do 10. lahko počnete, kar želite, in potem od 4. ure naprej dan je dolg. Tako da tej uri se res izogibajte. Drugače pa, od 6. meseca naprej uporabljajte kremo z mineralnim filtrom, mineralnimi filtri. Zakaj? Ne zaradi tega, ker bi bili organski ful škodljivi ali pa ne vem kaj, strupeni, ampak zaradi enega enostavnega razloga. Najprej smo seveda vedno odkrili mineralne filtre. Cinkov oksid, titanijev dioksid. Kaj mineralni filtri naredijo na koži? Točno to, kar bom zdaj pokazala. Pustijo belo sled. In zato smo si mi odrasli, ki nam to pač ni estetsko elegantno, izmislili še kemične filtre. Z njimi ni nič narobe, varujejo kožo. Ampak je lahko otroška koža, ker je bolj občutljiva kot odrasla, hitreje reagira mogoče na kakšne kemične organske filtre. Zato je dobro, da uporabljamo mineralne filtre, zdaj ali uporabljamo neko kremo, ki je popolnoma iz mineralnih filtrov, ali pa neko kremo, ki je hibrid, rečemo malo kemičnih filtrov, malo fizikalnih filtrov. Zelo pomembno je, poleg tega, da mineralni filtri tudi delujejo protivnetno, ne, da mi to dejansko pri otroku vidimo. Ni narobe, če mi na njegovi koži vidimo belo sled, vsaj malo, ker na tak način, jaz sem tudi videla pri moji, jaz vem, da je celo območje kože zaščiteno. Jaz vidim, kje sem nanesla kremo, ker če imamo organske filtre, poniknejo kožo in se nič ne vidi, ne? Tako da meni je super, ker lahko nadzorujemo, torej točno kje je otrok zaščiten, in otroku je čisto vseeno, če je bel, če je malo bel. Saj tu ne govorim zdaj, da kepe, ne? Ampak če so te bele sledi, otroka to čisto nič ne moti. In dokler otroka ne moti te bele sledi, mineralni filtri, uporabljajte kreme z mineralnimi ali pa kakšne hibride. Potem pa, ko bo
otrok sam zaželel, ko bo že majčkeno starejši, pa bo rekel, mami, meni ta krema, jaz sem čist bel, meni to ni všeč, ali pa ko boste sami začutili, da je njemu neprijetno, njemu neprijetno uporabljati tako kremo zaradi videza, takrat pa prešaltete na neko kremico z organskimi filtri, peljte ga v trgovino, pokažite mu izbiro, ki jo ima na polici in glejte, kvečemu to, da ne izbira aerosola. Pač pri otrocih ne uporabljate aerosolnih zaščit za sonce, ker prvič kot prvič se razpršijo in ne dajo dejanske zaščite, katera je navedena na embalaži, ker gre vse naokrog. Drugič kot drugič, otroci vdihavajo in pri otroku ne moramo mi zdaj nadzorovati, zdaj pa ne vdihniti. Pri nas je lažje, ko narediš pa špricaš pri otroku, tega ne moreš nadzorovati, niti nočeš, zakaj bi, zato je pač boljše, da teh aerosolnih ne uporabljamo. Če kupimo mu potem sprej, naprimer, ki mu je nek sprej lušen, jaz, ki sem bila mehna, mi je bila tista Nivea, ki je imela gor ne vem kaj narisano, vse je pa taka pisana, izberite tako, ki mu je všeč, ki jo bo z veseljem uporabljal in če je na sprejček, ne pod aerosolom, ne pod pritiskom, najprej v roke in potem na telo. Tako da naj si izberejo eno tako, ki jo bojo radi uporabljali. Važno je, da otroku že od majhnih nog vcepljamo to v glavo, da potrebuje zaščito pred soncem. In potem, ko še odrastejo, meni to še se čaka, takrat postanejo najstniki, koža postane mogoče malo bolj mastna, naprimer govorim za kožo obraza ali pa tudi telo, mogoče aknasta, in naenkrat so potrebe spet drugačne, mogoče tle pride v poštev že kakšna prekrivnost, tako da lahko kakšne CCBB, vse te, ki so zdaj variante, tudi obarvane kreme, in v bistvu se prilagodite otroku. Važno je, da mu v vsakem obdobju omogočate neko zaščito pred soncem in da se otrok nauči, da jo potrebuje in da bo to delil naprej na svoje otroke in tako dalje. Kaj iščemo torej v izdelku, da vemo, da so noter mineralni filtri? Zdaj, če so čist mineralni, bo itak tudi na embalaži pisalo mineralna krema, če pa ne, potem pa lahko pogledate od zadaj, ta je imela škatlico ali pa na škatlico, v kateri je, in mora pisati cinkov oksid, zinc oxide ali pa titanium dioxide. Zdaj jaz imam tle primer, ta je naprimer hibridna od La Roche-Posaya, pusti čist res majhno sled in je super, jaz jo namažem, jo ne moti in se potem tudi tudi spere, ker marsikdo se pritožuje, da so toliko močne, da potem težko tudi sperejo dol iz telesa. Tako da ta Dermopediatrics, Antelius Dermopediatrics je en tak primer mineralne s kemičnimi filtri. Potem pa zelo fajn, me je res presenetila, Uriage First Mineral Cream, prva mineralna krema. Naj bi bila že od rojstva, ampak pač ne se na to zanašati. Do 6. meseca vi vašega otroka ne izpostavljate soncu. Mi je pa zanimivo res, ker so se potrudili, glede na to, da je čist mineralna, seveda pušča tisto belo sled, ampak čisto, kot naprimer tista prej, ki sem jo pokazala. To morate na otroku videti, da vidite v bistvu, koliko je zaščiten. To res ni tak problem. Tako da ta je tudi ena zelo fajn varianta. Potem pa tudi meni so všeč stiki. Avene ima tak stik, ki je sicer mogoče za kakšnega odraslega malo too much, ampak je super, ker lahko se nanaša tako, ker je težko to kremico včasih tako zraven. Pa takole naredite, po čelu se lepo nanaša, po nosku, v ušesih, kakšne take, res pusti tak močen film in varuje. Tako da je tudi ta stik, se meni zdi, kakšni mineralni stiki za otroke odlična varianta za nanašanje, ker je včasih nanašanje na te predele posebej na obraz majčkeno zahtevno, ko se vam otrok spleče v krog in uno in tretje in kje bi dal usta in podobno. Tako da tudi ta je pač 50+, tako da vi se odločite, kar
vedno za zaščito 50+, ker nikoli ne nanesemo toliko, kot bi moglo, kot je v laboratoriju, kot preverjajo. Zato se odločite za 50+, ker so tudi formulacije v redu, ker je škoda, da se odločite za nižjo zaščito, še posebej, ko pride za zaščito kože vaših otrok. Zdaj pa, kar se tiče tega, kar se zagovarja pač res sam fizikalne filtre za otroke, jaz bi rekla res nujno samo fizikalne, mineralne, torej filtre za otroke, ki imajo občutljivo kožo. Za otroke, ki nimajo občutljivo kožo, to ni potrebno. V prvi vrsti, kar je najbolj pomembno, je to, da zavarujete kožo vašega otroka. Zdaj, če ste nekje in ste pozabili kremo za sončenje za otroka, uporabite svojo, uporabite karkoli imate, uporabite sudokrem, not je cinkov oksid, nekaj zaščite ima. Pač, v glavnem, to je bil hec, pač v skrajni sili seveda, ampak uporabite svojo kremo na otroku, če ste pozabili otroka. Važno je, da otroka zaščitite pred soncem. Zdaj, za vsakodnevno pa kupite eno mineralno, naprimer za njega. Ne komplicirati, najbolj pomembno je, da je otrok zaščiten. Ne pustite se ustrahovati raznim ne vem kaj, da je ne vem kaj, gre ne vem kam in naredi ne vem kaj. Ne, važno je zaščita otroka. Tako, to bi bilo to. Mamice, ne se bati, lepo uporabljate pridno zaščitne kreme skupaj z vašimi otroci, lepo se imejte čez poletje, preživite lepe trenutke v senci. Če imate kakršnokoli vprašanje še, jaz sem dala nekaj primerov, seveda same najdete v trgovini, kar se vam zdi cenovno primerno tudi mogoče, tako da vprašajte, če vas karkoli zanima. Do naslednjič pa lepo se imejte. In čau, čau!